Evropski avtomobilski proizvajalci so iznašli in izpilili tako imenovani hot hatch razred. Torej razred avtomobilov, ki ga v slovenščini nekoliko nerodno imenujemo športne kombi limuzine. Začelo se je s Simco 1100 Ti, nadaljevalo pa z legendarnimi modeli, kot so Renault 5 Alpine, Volkswagen Golf GTI, Peugeot 205 GTI, Lancia Delta Integrale in ostalimi. Zdaj pa je očitno napočil čas tudi za športne kombi limuzine iz paralelnega električnega avtomobilskega vesolja. No, najprej smo si ogledovali vse več zanimivih konceptov, s prvim serijskim avtomobilom pa je postregla prav sveža avtomobilska znamka Cupra. No pa za trenutek še ustavimo električne konje. Na predstavitvi Borna smo namreč dobili občutek, da od oznake športen pri Cupri kar nekoliko bežijo. Zdi se, kot da so se zadovoljili z oznako, da gre za prvi električen avto te znamke. No pa poglejmo, kako je s tem. Cupra Born je narejena na MEB platformi. Cuprini inženirji so avto opremili s tem Cuprinim DNK-jem, se pravi so izpostavili tiste značilnosti, ki imajo tudi ostale Cupre. To je pa predvsem dinamičen zunanji, notranji dizajn in poudarjena športnost in nenazadnje tudi v bistvu te pristni vozni užitki. Tako da lahko rečemo, da je to pravi električni hot hatch. Seveda, ponudbi imajo preizkušeno robo Cupro Leona ali pa vrhunsko zmogljivega novinca Cupro Formentorja. A tudi Born da jasno vedeti, kateri družini pripada. Poglejte recimo njegovo masko. Oblikovalci pravijo, da so želeli posnemati gobec morskega psa. Ali pa te školjkaste sedeže. No, ti so v novi avtomobilski dobi narejeni iz reciklirane odpadne plastike. In za nameček imamo lahko na značilnem Cuprinem volanu posebno tipko, kjer aktiviramo e-boost. Ta nam za omejen čas priskrbi še dodatnih 20 kW moči, v praksi pa nekako kaže, kako bi lahko proizvajalci začinili vožnjo športnih električnih vozil brez recimo pokanja iz izpušne cevi. No, kaj pa ostali športni, tehnični priboljški? Lahko izberete performance paket, ki vključuje tudi večje kolutne zavore spredaj in še dodatno širše pnevmatike za boljši oprijem. Poleg tega pa lahko tudi pri Bornu povsem izključite ESP, seveda to je opcijsko s tem performance paketom. Na to platformo, če rečemo, izhajamo bolj iz platforme MEB, je podvozje spredaj nižje za 1,5 cm pa zadaj za 1 cm. Značilno je za električne avtomobile, da imajo nizko težišče zaradi same postavitve baterije, tukaj pa pač težišče še za ta centimeter nižje in seveda vozne lastnosti so še bolj prepričljive ali pa bolj občutek je bolj športen. Born bo na voljo s 3 kapacitetami baterije in 3 različnimi močmi elektromotorja. Različica z vrha ponudbe razpolaga s 170 kW moči in kapaciteto baterije 77 kWh. Ponudba se na drugi strani začne pri 110 kW in 45 kWh. Mi ocenjujemo, da bo nekje najbolj priljubljena srednja baterija. Ne bi pa izključil tudi največje baterije s 77 kWh, še posebej zato, ker ima v bistvu optimalni doseg tudi za malo daljše poti. Verjetno ste že ugotovili, da je Cupra Born tesen sorodnik modela Volkswagen ID.3, ampak ta dva avtomobila vseeno želita nagovarjati na nekoliko drugačen način. No, zgovoren je že podatek, da ima prav Cupra najmlajšo ciljno skupino voznic in voznikov v Sloveniji. Primerjavi Cupre Borna in Volkswagena ID.3 se je pod palmami v Barceloni že posvetil Sebastian. Poleg tega pa vam ob tej priložnosti ponujamo še driftanje s Formentorjem VZ5. In seveda, ne pozabite se naročiti.